Indija se pripravlja, da bo to soboto obeležila svojo 80. obletnico Dneva neodvisnosti in praznovala skoraj 80 letij od konca britanske vladavine. Predsednik vlade Narendra Modi bo nagovoril državo iz rdeče trdnjave. Letošnje sporočilo pa bo močno osredotočeno na mlado prebivalstvo Indije in njeno ambicijo, da do leta 2047 postane razvita sila. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Ratandeep Chakraborty, indijski novinar, specializiran za terorizem, pa tudi avtor knjige The Evolution of Israel's National Security Doctrine. Ratandeep, hvala, da ste z mano. Mimogrede, že vnaprej srečen dan neodvisnosti. Pred tem vikendom pa sem vas želela vprašati, kaj pričakujemo v soboto. Predvsem, kakšno sporočilo naj bi Modi letos podal iz rdeče trdnjave? Na kaj moramo biti pozorni? Najlepša hvala za povabilo. Mislim, da bo glavno sporočilo predsednika vlade verjetno o prehodu Indije iz države z ogromnim potencialom v državo, ki lahko ta potencial dejansko pretvori v razvito državo, z možnosti do leta 2047. Kar smo poimenovali Viksit Bharat. Letošnja tema je Yuva Shakti za Viksit Bharat, zato pričakujem, da bodo v ospredju mladina, tehnologija, gospodarska rast, nacionalna varnost in vloga Indije v svetu osrednje teme, seveda, vendar je ideja predvsem osredotočena na to, kako lahko mladina prispeva k gradnji naroda. Kateri so največji izzivi, s katerimi se soočajo mladi? O čem govorijo v državi? Kot ste videli, smo imeli v zadnjih nekaj tednih množičen protest za spremembo izobraževalnega sistema v Indiji in uvedbo izobraževalnih reform, da bi sistem izboljšali in naredili bolj pregleden. Torej, največja ovira ni pomanjkanje ambicij med mladimi v Indiji. Med mladimi je veliko ambicij. Ovira je razkorak med temi ambicijami in priložnostmi. Indija ima izjemno ambiciozne mlade ljudi, ki imajo ogromen potencial. Mladi Indijci želijo študirati, graditi podjetja, delati na mednarodni ravni in vloga vlade je, da zagotovi dovolj produktivnih, dobro plačanih in smiselnih zaposlitev. In imeti pregleden sistem, ki zagotavlja, da se mlada populacija počuti slišana in da dobi vse priložnosti, ki si jih zasluži. Ratandeep, tukaj si v Izraelu. Kako praznuješ dan neodvisnosti medtem, ko si tukaj? Zame je dan neodvisnosti nekoliko drugačen, ker sem stran od Indije, kot bi ga doživel, če bi živel v Indiji. Ko si v Indiji, so praznovanja povsod. Ko si v tujini, moraš zavestno ustvariti vzdušje. Zato običajno rad preživim jutro na slovesnosti, ob dvigu zastave, ob dnevu neodvisnosti, na indijskem veleposlaništvu in srečam druge Indijce, ki živijo v Izraelu. In nekaj posebnega je v tem, da prihajaš iz Indije, ki je tako ogromna država. Srečaš ljudi iz različnih delov Indije, ki po naključju živijo v isti državi, v Izraelu. Tako nenadoma vidiš, kako raznolika je država. Prav tako imaš priložnost komunicirati z veliko ljudmi, ki so se preselili iz Indije v Izrael, še posebej z judovsko skupnostjo indijskega porekla, ki je imela zelo dobre izkušnje z življenjem v Indiji. In morda so se v Izrael preselili že pred desetletji, a so še vedno ohranili indijsko hrano, jezik, družinske tradicije in radi praznujejo dan neodvisnosti. No, v soboto je veliko razlogov za praznovanje, kot kaže. 80 let neodvisnosti. Ratandeep, hvala, da ste bili z nami na E24 News in delili svoje poglede. Hvala.